Hvala lepa in lep pozdrav. Res me veseli, da sem danes lahko z vami, mimogrede, sem eden izmed mojih predmetov je tudi fizika materialov, tako da lepo, da sem slišal tudi z aplikativne strani marsikaj, kar kot fizik bolj teoretično poskušam našim študentom prenesti. Pa če morda res skrenem od zadaj, torej od kadrov, to je zmeraj najtežje. Saj vsi vemo, najlažje je zgraditi tovarno, kupiti stroje, potem je pa težko za te stroje dati tiste, ki zvejo z njimi delati in tudi tiste, ki izkoristijo stroje ne samo na njihovem maksimumu, ampak jih tudi inovativno nadgradijo. Recimo, Inštitut Jožef Štefan je bil marsikdaj zelo uspešen prav zaradi tega, ker so marsikatero raziskovalno aparaturo kupljeno sami inovativno nadgradili. In ta primer sem dal ravno zaradi tega, ker vem, da tudi v uspešnih podjetjih ste lahko konkurenčni z mednarodnim prostorom prav zaradi tega, če imate dobre, uspešne, lastne raziskovalne laboratorije, skupine, ki potem tisto, kar so drugod že dobro razvili, vi še samo nadgradite in predvsem usmerite v vašo specifiko. Da vašo specifiko lahko na ta način nadgradite in ne samo, da ste konkurenčni, ampak postanete tudi vodje. Vodje na gospodarskem področju so pa tisti, ki so lahko mednarodno uspešni in tisti, ki seveda lahko tudi zagotavljajo dodano vrednost. So tisti, ki lahko zagotavljajo to, da se ne dela več z rokami, ampak čim več z glavo. In kot je bilo že pri kadrih povedano, pravnika vsako podjetje verjetno dosti lažje najde kot pa metalurga, kot je bilo prej povedano. Če povem za dobrega pravnika, potem razumete, kaj želim povedati, to več ni tako enostavno. Za dobrega metalurga pa se na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in ne samo metalurge, za vse inženirje, za vse deficitarne poklice, dejansko maksimalno prizadevamo. In to ni samo zgolj floskula. Kajte, zelo dobro se zavedamo, in jaz osebno še toliko bolj, ker največ bo letelo itak bolj po meni, ko bom prišel z usmeritvijo, da javne univerze za javni denar morajo zagotavljati potrebe družbe. Ne samo gospodarstva, celotne družbe, ampak gospodarstvo je tisto gonilna sila, tiste stvar, ki bo vse skupaj zagotavljalo. Jaz se zelo dobro zavedam, da nobeno podjetje ne bi bilo uspešno brez šol. In zmeraj dodam, da pa ne bi imeli šol, nobenih, ne pa tako dobro, kot jih imamo, brez gospodarstva, ki zagotavlja sredstva in denar za to, da lahko šole funkcionirajo. In kaj konkretno s tem mislim? Avtonomija univerze je tista stvar, za katero se marsikdo včasih skrije. Ampak še enkrat, za javni denar je treba zasledovati potrebe te družbe. In vzvodov verjetno res imamo malo, ampak zmeraj toliko, kot si jih vzamemo. In zagotovo je ena možnost, da se spodbudi vse tiste fakultete, ki bodo omejevale vpis na smerih, ki jih je v naši družbi dovolj. In prav tako vse tiste, ki bodo tako ali drugače stimulirale vpis na smerih, kjer jih primanjkuje. Povečanje vpisnih mest je samo en korak. Recimo na medicini, na računalništvo, kjer je že sedaj polno, pa rabimo več, tam je to pravo pot. Konkretno vam povem na področju izobraževanje tehnike in tehnologije v osnovni šoli,
Pa že zdaj imamo 2-krat, 3-krat več razpisanih mest, kot je potreba. In zakaj to izpostavljam? Zaradi tega, ker vem, da bo čez 3 leta zelo velika generacija učiteljev tehnike in učiteljic tudi seveda šla v pokoj in bomo imeli luknjo. In ne pristajamo na to, da bo tehnik učil nekdo, pa pač 3 minute časa za to. Kajti to je potem dosti krat realnost. Ne? Še zmeraj boljše nekdo, kot pa nišče. Ne? In na kakšen način? Enega sem prej povedal. Drugi je, na ministrstvo pripravljamo razpis ker pač za učitelje, ker je naš interni notranji kader, to lahko sami naredimo, pripravljamo razpis za štipendije za deficitarne smeri. Tehniko sem že povedal, fizika, matematika, kemija, vse to so smeri, kjer učiteljice in učitelje res potrebujemo. In tukaj recimo ni problem z širitvijo vpisnih mest, s tem ne bomo dosegli nič, z eno štipendijo pa verjetno koga motiviramo. Sem prepričan, da je. In to je eno širše sporočilo tej družbi bo, da se zavedamo, kako je to pomembno. Danes smo imeli tudi sestanek z resornim ministrstvom, kjer štipendije so zdaj. In se dogovorili, da se štipendije selijo nazaj na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Dogovor je prvi korak, pot je dolga, zato ker zmeraj se najde veliko ovir, birokratskih in še kakšnih, ampak jaz optimistično gledam na vse skupaj in toliko bolj bomo uspešni, kolikor bomo dobili tudi spodbudo. Pa ne samo moralno, tudi če morda kakšno konkretno od gospodarstva, od vas, ki boste potrebovali te kadre in za katere jih univerze pripravljajo. In zakaj se nam zdi to pomemben korak? Zaradi tega, ker štipendija ne sme biti socialni korektiv. To smo rekli, da naj ostane na Ministrstvo za delo in pač socialo, ampak naj se imenuje drugače. To je socialna podpora tistim, ki so iz socialno šibkejših okolij in to potrebujejo. Kajti največ vredno je, če družba lahko izkoristi najširši možen potencial znanja, najširši možen potencial glav, ki jih ima, da jih napolni z znanjem. Kajti drugega kot 2000 glav mi nimamo v naši državi. Nafte nimamo in vse me razumete, kaj imam v mislih. Ne? In te štipendije zagotovo mislimo nameniti tistim, ki jih družba in gospodarstvo potrebuje. Na tem mestu pa seveda tudi stimulacija in motivacija vsem vam, najprej zahvala, kateri to že počnete, in pa, kot sem rekel, tudi stimulacija, da se k temu pridružite. Konkretno na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, s katere prihajam, smo ustanovili naravoslovno-matematično fundacijo z jasnim namenom, da želimo na ta način stimulirati vpis na naše smeri. Veste, inženirske smeri so zahtevne. In tu ni pričakovati, da bi se študentje masovno trli pred vrati in bi bilo tako veliko kot na nekaterih drugih. Zato je toliko bolj pomembno, da k sebi vemo privabiti tiste, ki so nadarjeni za to, imajo afiniteto za to in bodo potem kasneje v karierah lahko uspešni. In teh poti je seveda več, vekolikor jih prepoznate vi, že v času študija, je to zagotovo eden daleč najbolj uspešnih motivov. Danes je vsaj za mene zelo gospodarski dan. Zjutraj sem bil na inštitutu Jožef Štefan, kjer smo se pogovarjali o prenosu znanja in tehnologij v gospodarstvo. In bom kar ponovil primerjavo, ki sem jo tam rekel. Pa vem, da nisem edini in da tudi cenjene gospe rade kdaj pogledate Formule 1.
verjamem, da vsak ima svojega, za katerega navija. In zakaj? Ker ti marsikaj, ali pa večino tistega, kar se je razvilo na najvišji možni ravni za potrebe Formule 1, potem zelo hitro pride preko aplikacije v vsakdanji promet. No in tukaj je ta paralela, kot jaz vidim, da tisto, kar naša bazična znanost razvije, ker smo na marsikaterem področju dejansko v svetovni špici, da pa potem zelo hitro preko aplikacije pride do podjetij. Pride do vas, kjer ste s tem lahko spet konkurenčni in med najboljšimi. In zakaj to izpostavljam? Zaradi tega, ker želim, da se skupaj zavedamo, kako pomembno je imeti najboljše znanje, ampak še pomembno je pa vedeti, kako to znanje spraviti v gospodarstvo. Gospodarstvo se poveže z lahkoto. Sami veste, da vas že minimizacija stroškov k temu napelje. Znanost in izobraževanje na univerzah povezano že po sami definiciji z sodelovanjem med univerzami in raziskovalnimi inštituti, pa prav tako dobro funkcionira. In tudi novi raziskovalni zakon, ki je v prvem branju dobil 80 glasov v državnem zboru. Lahko si predstavljate, kaj to v tem času pomeni, ko je žal družba takšno, da je vse drugo pomembno kot pa vsebina. In ta zakon omogoča veliko tudi za sodelovanje znanosti za gospodarstvo. Mimogrede, 1/3 tistih raziskovalnih referenc, ki jih mora za stalno financiranje neka raziskovalna inštitucija pokazati, je take sorte, da je lahko povezana z gospodarstvom. Mislim, da je to zelo jasen signal, da če nekdo sodeluje z gospodarstvom, če raziskuje tako, da je to zanimivo za gospodarstvo in gospodarstvo to seveda tudi podprlo, da je potem to upravičena referenca za njihov status. Zakaj samo 1/3, bo kdo vprašal? Zaradi tega, ker pa ena recenzentska sled teh raziskovalnih referenc pa vseeno mora ostati. In strategija raziskovalne dejavnosti in hkrati je sedaj v sklepni fazi tudi strategija visokega šolstva, je prav temu naravnana, da damo možnost gospodarske pobude tistim, ki nekaj znajo, nekaj ustvarijo in nekaj izumijo. V Sloveniji ni te tradicije, kot recimo Bosch. Vemo, kaj je gospod odkril, ali pa Dunlop. In te gume sedaj marsikdo od nas vozi. Ne? In Fiberglass, ki sem prej slišal, sem se ga zelo dobro zapomnil. Ker to so spet ene strategije nadaljnega razvoja. Recimo troslojne polimere v eni fazi narediti, vem, v Sloveniji inovativno to tehnologijo imamo. In to skrajša postopek skoraj za faktor 3. In tudi poceni. In zaradi tega je to spet samo eno jedro, okoli katerega je treba graditi nadaljni razvoj. In tam, kjer bomo lahko drugim kazali pot. Glede aluminija, seveda, vi daleč najbolj veste, kaj to pomeni. Tisti, ki ste z najlažjo kovino tudi najbližje povezani. In zaradi tega je toliko pomembneje, da ste danes na tej konferenci tudi izmenjali ta mnenja in sem res z veseljem prisluhnil. Bi pa dodal še glede jekla. Veste, marsikdo pravi, da je treba varčevati, pa stane, kar stane. Ne? Šparati, košta, ko košta, v Prekmurju pravi. In dostikrat se podobno potem to kaže pri ogljičnem odtisu. Ne? In tukaj je treba biti res zelo pazljiv, da ne bomo zmanjševali
pri končnem ali pa enem izmed segmentov te okoljske obremenjenosti, pa hkrati to naredili bistveno slabše na celotni verigi. In to sem si zapomnil z prvega poročila okrog jekla. In morda še ena stvar, sigurno je električna mobilnost tista, ki je na pohodu. Pa ne zato, ker se že 5 let vozi z električnim avtom, ampak trendi so verjetno res naklonjeni tej smeri. In kot je avtomobilska industrija prej potrebovala določene surovine, tako bo sedaj elektromotor potreboval drugačne sorte jekla. In tega jekla ne bo dovolj. In v Sloveniji imamo jeklarno. In nočemo biti odvisni od Kitajcev, ker jih prav tako veliko imamo. In zaradi tega je 120 milijonov naložbe v jeklarno, da bo lahko proizvedla 120 tisoč ton letno takšnega kakovostnega jekla, vse kot jaz razumem zelo upravičena investicija ali pa razmišljanje vsaj v tej smeri. In kaj so pa potem še samo ovire? Zelo malo. Kakšna birokratska ovira, če se malo pošalim. In to je tisto, kar želim, da presežemo. Mi poskušamo biti res zelo operativni, tudi sam sem navajeni takšnih aktivnosti in zaradi tega vam bom tudi hvaležen kakršnih koli pobud vaših, neposrednih, lahko sedaj kasneje, ali pa tudi, če kasneje po mailu pošljete. In dejansko se trudimo, posebno sem zadolžen za visoko šolstvo in znanost, da sta ta dva resorja dejansko najbolj v službi tistih, zaradi katerih si jo lahko privoščimo, torej gospodarstvo. In to je včasih za koga misija nemogoče, kak je bilo? Nemogoče je mogoče, ne? Ampak skupaj se temu lahko približamo. Zaradi tega, da ne bom predolg, se vam zahvaljujem za to, ker sem danes imel priložnost tukaj slišati. Upam, da boste v napovedih našli tudi kakšno idejo in motivacijo, kako si lahko sami olajšate pot do kadrov. Z naše strani pa zagotavljam, da vse, kar po v naši moči, bomo naredili v to smer, vse že tudi delamo. Mimogrede, najvišji ponder 21% od 6 je prav to, kaj je deficitarna študijska smer. In to je morda bilo težko, koga prepričati, ampak prvi korak nam je dobro uspel. In tukaj lahko z zadovoljstvom povem, da je na nas in na vas skupaj, da bomo zagotovili takšne kadre, kot jih potrebujemo. Pa še enkrat trdim, da so kadri naši študenti, diplomanti, magistranti, doktorji v svetovni špici. Ampak premalo jih imamo. Premalo jih imamo. In zelo dobro sem si zapomnil tudi, kdo pa bo učil profesore, ki bodo učili te. Res sem si zelo dobro to zapomnil in zaradi tega seveda tudi visokošolski prostor poskušamo čim bolj odpreti za strokovnjake iz realnega sektorja, za vas. Da lahko pridete za svojimi izkušnjami, pa ne samo z znanjem, ampak predvsem s potrebami in v eni aktivni koeksistenci ustvarimo takšen prostor, kot si ga mi zaslužimo in kot ga seveda lahko ustvarimo. Vse dobro vam želim in hvala za vašo pozornost.